Spoštovani gostje in obiskovalci, prav lepo bi vas pozdravila ob današnjem posebnem dogodku, zasaditvi cepiča najstarejše trte na svetu. Datum zasaditve je skrbno izbran, saj danes praznujemo nedeljo, zavetnika naše župnije svetega Jurija. 19. marca letos je bil pred hišo Stare trte na Mariborskem Lentu izveden 43. rez Stare trte, najstarejše trte na svetu. Vsako leto mesto Maribor pokloni udar cepiče trte prejemnikom doma in na tujem. Ob letošnji 43. rezi Stare trte so cepiče prejeli občina Braslovče, profesor Franci Zidar, lastnik gradu Lamberg, hiša Krasna, Društvo Slovencev Republike Srpske Triglav iz Banja Luke, Inštitut za kmetijstvo Univerze Cirila in Metoda v Skopju, Vladni kmetijski in vinogradniški raziskovalni inštitut iz Malte ter občina Gorje. Cepič Stare trte je v imenu občine Gorje prevzel župan Peter Torkar, ki ga sedaj vabim, da spregovori nekaj besed. Hvala lepa, Saša. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi prijatelji, prijateljice, spoštovani gospod župnik, spoštovani gospod minister Janez Poklukar in žena ministra, spoštovani predstavniki gorjanskih društev in pa društev v naši okolici, spoštovani humanitarci iz humanitarnega društva Rdeči križ Gorje in pa župnijske Karitas Gorje. Namreč, da lahko rečemo, da je danes posebni dan, ne samo praznična nedelja Jurjeva, pa lahko rečemo, da je tisto, kar je gospod župnik povedal pri sveti maši, se je tudi danes naredil čudež, ker smo vsi tako s pozitivnimi mislimi ostali in če smo spremljali vremenske napovedi pred dnevi, je bilo v današnjem dnevu katastrofalno napovedano vreme z veliko padavin, tako da se je tudi Športno društvo Gorje kot organizator Jurjevega semena moral odločiti, da prekliče organizacijo Jurjevega semena. Pa ne nazadnje, nismo zato, da bomo tarnali in zganjali pšobo, ampak smo danes tukaj, da bomo posadili trto, ki bo vez prijateljstva, ljubezni, dobre misli in pozitivne energije. Res je, seveda cepič Stare trte pri Lentu je dolga zgodba. To je bila zgodba, ko smo na občini Gorje želeli in pa vložili vlogo v mestno občino Maribor. No in v letošnjem letu, takoj po novem letu, smo dobili odgovor, da smo v letošnjem letu, da je komisija določila, da smo prejemniki tega cepiča. Veliko se je v preteklem letu in pa v letošnjem letu dogajalo, tako v povezavi z nami kot na tujem. In pred kratkimi smo se velikokrat dobili s humanitarnimi društvi, civilno zaščito, z gospodom župnikom in ne nazadnje smo kar skupaj sklenili, naj bo to trta, ki bo simbolizirala mir, prijateljstvo in naše povezovanje. Res je, da smo se pridružili družini prejemnikov cepičev in ne nazadnje so ti cepiči romali po vsem svetu in dejansko lahko rečemo, da je ta prijateljska vez svetovna in danes jo bomo v naši skupnosti tudi posadili. Za trto bo skrbel vsak aktualni župan. Da bo pa trta res skrbna in pa vedno dobro zalita, pa bosta skrbela Jan in Tilen. Na moji levi strani Jan in Tilen, če lahko prideta mečkem bližje, da se predstavita. To sta dva čudovita fanta, ki sta, torej Tilen je bivši sodelavec na infrastrukturi Bled, Jan pa je sodelavec na infrastrukturi Bled, ki skrbita za zelene površine, za vse lepe rožice, ki jih imamo na javnih površinah zasajene. No, od danes naprej pa bosta lepo skrbela za našo trto, za to, da bo rodila. No, pa še nekaj vam moram povedati, v klopi v cerkvi sem sedel zraven gospoda, ki so obnovili čudovito hišo v Spodnjih Gorjah, pa je rekel, da imajo eno izmed najstarejših gorjanskih trt. Tako da po vsej verjetnosti bomo v naslednjem letu
pridružili družbo ene najstarejših trt Gorjanske trte, zraven tega cepiča najstarejše trte iz Lenta. Peter, hvala. Zdaj pa jaz k zasaditvi prav lepo prosim dr. Jana Bizjaka in pa Tilna Sokliča, da zasadita lopato in posadita cepič stare trte. Jan in Tilen, hvala. Trta je zasajena in upamo, da bo lepo uspevala. Za njeno dobro rast in pridelek pa je pomemben tudi Božji blagoslov, tako da k besedi vabim gospoda župnika Mateja Pavliča, da spregovori nekaj besed in blagoslovi trto. Vsaka stvar se enkrat začne in ko se začne je majhna, potem pa raste. Tudi vsaka dobra stvar, skromni začetki velikokrat in potem se razveja delovanje dobrega. In tudi ta trta se začenja skromno, komaj jo vidimo tukaj, upajmo pa, da se bo razrasla s našo skupno skrbjo in tudi z Božjim blagoslovom. Zato prosimo zdaj za Božji blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ne bodite v skrbeh in ne sprašujte, kaj bomo jedli, ali kaj bomo pili, ali kaj bomo oblekli. Saj ve vaš nebeški Oče, da vsega tega potrebujete. Molimo. Vsemogočni Bog, ti daješ vsemu rast, ter skrbiš za sonce, dež in lepo vreme. Zaupno te prosimo, blagoslovi to vinsko trto. Varuj jo pred točo, pozebo in drugimi nevarnostmi. Hvala ti za žlahtno vino, sad trte in dela naših rok. Tvoj sin Jezus Kristus je na svadbi kot prvi čudež spremenil vodo v vino. Pri zadnji večerji pa je napravil največji čudež. Vino je spremenil v skrivnost svoje dragocene krvi. Daj, da bomo vino zmerno uživali, da nam bo prinašalo veselje, zdravje in srečo, ki jo bomo delili drug s drugim v tem našem lepem kraju, v naši občini. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tako, hvala lepa. Slavnostni dogodek pa bo zaključila gospa Aljona Letjak, ki je z družino prebegnila iz Ukrajine, ker divja vojna, in dobila zase in za svojo družino varno zavetje pri gospodu župniku. V Gorjah smo sprejeli kar nekaj ukrajinskih beguncev in veseli nas, da 4 otroci obiskujejo osnovno šolo, teren hodi v vrtec. Spoznavajo in tkajo nova prijateljstva, katera upam, da jim vsaj malo lahko oblažijo
vse grozote in posledice vojne. Gospa Aljona, izvolite. Поздравлення. Моє ім'я є Альона. Я сам із України. З мене греда мої синові і старші. З Горньої Горі живімо вже другий місяць. Мой перший син ходить в школу, другий вертець. Рада би изразила свою приязність жупнику Матею, школі, верцю і всім людям із Горньої Горі. Всі со зело приязні і велико нам помагає. Найлепша хвала. Желім вам поведать песем о Україні, о мощній державі і людях. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх давен непохитна була, і волю свою боронила невпинно. Тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Хай буде щасливим твій вільний народ, щаслива моя Україна. Tako, zdaj pa mečkam malo mes prišlo, pa bo gospod Matej zapel eno pesemco. Ne samo jaz. Precej zbora imamo tukaj župnijskega in še drugi se boste pridružili in hribček bom kupil, bom trsek sadil. A ne Slomškovo pesem, tudi Slomško imamo v cerkvi, še veliko bi se dalo v trti povedati. Tako da zapojmo, kaj pa vabi ta pesem k prijateljstvu in hribček bom kupil, bom trsek sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. A ne? In ne bo to tudi za nas en moto današnjega dne, današnje zasaditve. En hribček bom kupil, bom trsek sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. Sladkovice piti, to me veseli, dobre volje biti, svoje žive dni, brez vseh skrbi. To me srčno veseli. Tam gorni za hramom, ence biti, to me veseli, dobre volje biti, svoje žive dni, brez vseh skrbi. To me srčno veseli. Zdravje vsem nam! Srečno! Občino, državo in cerkev. Vsem vam.